Mesto Maribor, ki je v letih 2015-2016 v novembru in decembru beležilo dvig števila turistov za 30%, bo letos kar 38 dni privabljalo obiskovalce s prazničnim dogajanjem čarobnega decembra. Pomembno pa je, da gost pride v dogajanje in da nekaj doživi na sami destinaciji. In v bistvu mi smo zato tukaj, da za to poskrbimo, da ne bomo v bistvu tako, kot so nam v preteklosti učitelji, nekako mrtvo mesto. Čeprav nihče ne dvomi v dobre namene organizatorjev, pa se nekaterim vseeno poraja vprašanje, ali štajerska prestolnica resnično potrebuje tako dolgo praznično dogajanje in ali si lahko nekaj takšnega tudi privošči. Ne morem razumeti, zakaj mesto Maribor ima prireditve od 24. novembra pa vse do 31. decembra. Poglejte, Ljubljana ima prireditve od 26. decembra pa do novega leta, 5 dni, na 7 različnih prizoriščih, podobno tudi Zagreb, podobno vsa mesta, ki so seveda nam primerljiva in celo mesto živi. Mi bomo na Trgu Levna Štukla naredili po domače povedano vaško veselico, ker ne vem, kdo bi naj se tega sploh udeleževal. Več kot 300 tisoč evrov, kolikor bo namenjenih sredstev za čarobni december, pomeni organizatorjem vložek za dobrobit mesta. To pa naj bi se povrnilo. To so v bistvu meseci, ki pač sami po sebi pomenijo že neko zabavo, druženje in Štajerci smo zagotovo eni najbolj gostoljubnih ljudi v Sloveniji, zato sploh ne dvomim v uspeh. Trajanje pa je res, da toliko dolgo, da v bistvu vsak lahko najde nekaj zase, hkrati pa imajo tudi hotelirji, gostinci in vsi nekaj od tega, če se domači gosti ali tuji gosti dobro počutijo in seveda je naša želja, da se ustavijo poleg tega glasbenega scenarija ali obiska vilinskega mesta za družine ali obiska opere, baleta, drame in tako naprej, obiščejo tudi gostince, zapravijo, si privoščijo nekaj kulinaričnih dogodivščin, popijejo karkoli na Trgu Levna Štukla ali drugod in da je seveda potrošnja tudi v trgovinah v tem času nekoliko večja. Opozicija v mestnem svetu ob tem opozarja na negospodarnost porabe sredstev in netransparentnost poslovanja. Je skrb vzbujajoče še nekaj drugega. Torej, jaz kot član mestnega sveta sem postavil vprašanje, komu je ta denar namenjen, konkretno, bi rekel tudi v številkah. Namreč nekateri ansambli, ki jih jaz seveda poznam, pa jih poznajo seveda tudi vsi ostali, stanejo, kolikor pač stanejo na trgu. In zdaj, seveda, če pa nekdo, bi rekel, te številke prikriva in jih ne želi predočiti, pa se seveda postavlja še ena nova tema, ki se ji reče transparentnost delovanja in tu bomo vsekakor zahtevali revizijo. Organizatorji navkljub vsem očitkom zagotavljajo, da je poslovanje transparentno in da je treba upoštevati tudi vse druge izdatke, kot tudi povišane cene v predprazničnem času. Zdaj v bistvu glede na sam obseg dogodkov in na izvajalce, stroškovno gledano tisti, ki vedo, kdo so nastopajoči, strošek ni visok in vsi priznajo, da je v bistvu čisto realen, tako da želja je seveda, da se v prihodnosti te zadeve, bom rekla, prilagodijo. Je potrebno, da se vsi skupaj sestanemo in da povemo in dorečemo, kaj je res dobro za mesto in za njegov razvoj in gremo stroškovno maksimalno naproti, pomeni, da stroški ne bodo tako enormni, ampak sprejemljivi. V Mariboru nismo nikoli zadovoljni. Pogosto se pritožujemo, da je v mestu ob Dravi premalo dogajanja. Tokrat spet nismo zadovoljni, ker naj bi bilo v predprazničnem času preveč dogodkov. Nekaj je gotovo. Če nam zaradi pomanjkanja delovnih mest še zmeraj primanjkuje kruha, nam tokrat vsaj ne bo iger. Ali bomo Mariborčani na Silvestrovo videli tudi ognjemet, pa zaenkrat še ni odločeno.